Dober dan, spoštovani in spoštovane. Lepo pozdravljeni ponovno v naših prispevkih, kjer govorimo o blaženju korona krize. Evropski parlament je razpravljal in še razpravlja o številnih zadevah, ki se tega tičejo, no mi smo vam pa že pripravili prispevke o kulturi, pa recimo tudi o dezinformacijah. In ker je teh lažnih podatkov zelo veliko in ker se Evropski parlament že od samega začetka pandemije s tem bori, smo pogledali in poslušali tudi konferenco, na kateri so različni strokovnjaki o tem spregovorili. Pa poglejmo, kako se še lahko borimo proti dezinformacijam. V prvih mesecih pandemije je bil ustanovljen klicni center, kamor so se stekala vsa vprašanja prestrašenih državljanov v zvezi z novo boleznijo. Nemalokrat pa so študentje višjih letnikov medicine odgovarjali tudi na vprašanja, ki so bila posledica dezinformiranosti ali napačne informiranosti. Ja, mislim pa, da je treba najprej razložiti, kaj sploh je bil ta klicni center, ker ta klicni center je bil resnično en unikat v svetovnem merilu, tako glede svoje strukture, glede vsebine in tudi glede operativnosti, bil je nek mesto centraliziranih informacij, enostavno dostopno za vse vrste javnosti, poenoteno obveščanje in osveščanje prebivalstva je bilo, sprejemali smo pobude, če ni bilo informacij, smo jih pridobili, povezovali smo določene inštitucije, da so dale nove smernice ali kakorkoli. Center je bil rama za tolažbo za vse, ki so se znašli v kakršnikoli stiski. Svojo empatičnostjo in dostopnostjo si je pridobil popolno zaupanje ljudi, klicateljev. V 3 mesecih so dobili več kot 50 000 vprašanj. 50 000 vprašanj, si lahko predstavljate, da je bilo toliko različnih vprašanj, dilem, pobud, scenarijev, da presegajo na dobro domišljijo, ampak med njimi seveda je bilo tudi dosti vprašanj, ki so temeljila na dezinformacijah in celo na teorijah zarote. Tem smo se še posebej posvetili, študenti so bili nekako zverzirani ali pa so se tekom dogajanja zverzirali, da so to obvladovali. Včasih smo morali seveda tudi skupina, seveda je bila tam v pomoč skupina 21 različnih inštitucij, državnih organov, se pravi strokovnjakov, ki so vse skozi bdeli nad tem. Zaradi tega tudi ni prihajalo do nobenih izgredov. Vsa vprašanja, ki so temeljila na dezinformacijah, so uspešno rešili in ljudi pomirili oziroma jih usmerili na pravo pot. Najdaljši pogovor ravno pri teoriji zarote je bil 1:29 minut, tako da si lahko predstavljate, da smo se temu res posebej posvečali. Pomembno je, da so informacije preverjene, ažurirane in objektivne, sploh ko gre za zadevo, ki je nova in še precej neraziskana. Odgovornost pa je na vsakem od nas. Vsi moramo paziti, da lažnih informacij ne pripovedujemo naprej v krogih, kjer se gibamo. Poskrbite za to, da to informacijo ne širite naprej. Ker zelo težko je te fake news, te lažne informacije popravljati. Boljše jih je to, da jih preprečiš, da sploh ne pridejo ven. In mi poskušamo pač veliko s tem ozaveščanjem, oziroma tam je dejansko v Evropski komisiji je ena služba, ki dela samo na teh informacijah in jih redno posodablja na spletni strani. In ja, z ozaveščanjem je največ, kar lahko naredimo. Ozaveščanje je nujno potrebno in prav z ozaveščanjem so že veliko dosegli. Lažne informacije so namreč dosegle že vsakega od nas. Ja, kakšno stvar je potrebno vzeti z rezervo, ker če bi na vsako zadevo reagiral na polno, mislim, da nas izkušnje učijo, ker je že vsak, po moje, v vsem tem času odreagiral na prvo žogo. To ni dobro, to bi mogli drugače narediti, to bi se moralo, bi mogli bolj spoštovati, ta ukrep ni predviden in tako. Zagotovo imamo o tem svoje mnenje in se nekako poslužim tega reka, da vsak zase najboljše ve, kaj je zanj dobro in kaj je dobro za njegove bližnje v tej situaciji. Seveda pač nek ustroj države mora biti in neke splošne informacije, ampak ne tega kot pijan z plota, ampak po neki lastni presoji, po lastni zdravi pameti. Prav ta zdrava pamet, ozaveščanje in strokovnjaki nas lahko pripeljejo do želenega cilja, ki pa smo mu s pomočjo Evropskega parlamenta vsak dan bliže.
Tole temo bomo zaenkrat zaključili, čeprav je zelo široka in tudi zelo zanimiva, no mogoče se kdaj k njej še vrnemo. Naslednjič pa spregovorimo o izobraževanju, o šolstvu oziroma se bomo podali kar v vrtec. Svetovalna delavka v vrtcu Beltinci nam bo povedala, kako se s krizo spopadajo tam. Ostanite z nami. Tokrat potrebujemo Evropo bolj kot kadarkoli prej. Objavo vsebin je podprl Evropski parlament. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo vsebin in ne odgovarja za predstavljene informacije in stališča.